Živijo. Jaz sem Lisa, profesorica angleščine in ustanoviteljica Razturi na maturi. Danes se bom z vami sprehodila čez maturo iz angleščine in vam dala par uporabnih nasvetov za vsako polo posebej. Če še niste subskrbani tukaj pri nas na YouTubu, naredite to zdaj, pa dajte nas še pofollowati na Instagramu, kjer pa vsak dan dajemo veliko uporabnih nasvetov o učenju. Zdaj pa uživajte v webinarju in se vidimo na vseh ostalih omrežjih. Predstavila vam bom neke tako res najbolj osnovne stvari, kar se tiče mature iz angleščine, zaradi tega, ker fora je v tem, da bolj natančno, kot si boste pač predstavljali, vizualizirali, kako bo vse skupaj izgledalo na dan izpita, na dan testa, manj boste takrat na trnih, pa bolj mirno boste pol tudi reševali test. Pol bom dala seveda par nasvetov za reševanje gap fill nalog, za one word gap fill, za čase, za word formation in vse. Na koncu pa, tako kot sem že rekla, bom odgovorila še na vsa vaša vprašanja. Ok, zdaj pa, če gremo čistko na začetek. Se pravi, letos vas čaka matura iz angleščine 29. maja. Bom jaz dala tole kar na full screen. Se pravi, 29. maja. To je v bistvu prvi tak pisni del po eseju, tako da vas čaka že kar hiter. Dobro. Se pravi, prva stvar, ki se morate zavedati, kaj vse pač je na maturi, so vse te različne izpitne pole. Se pravi, izpitna pola 1A je bralno razumevanje. Bralno razumevanje traja 35 minut. Takoj zatem imate še poznavanje in rabo jezika. To traja 25 minut. Tega od te dva dela odpišete pač enega za drugim in to je vse. Potem pa imate med polo 1B in 10. Zoom! Ja, pa se znam tudi. Ok, mogoče samo, če se lahko mutate. Hvala lepa. Tako da, ja, to je to. Se pravi, med polo 1 in 2 je ponavadi 10-minutni odmor. Zdaj to se sicer lahko kaj spremeni pač na vsaki šoli drugače, ampak načeloma je to tako. Potem imate izpitno polo 2. Izpitna pola 2 je slušno razumevanje. Ta traja do 20 minut, pač lahko je malo krajša, ampak načeloma je toliko. Potem imate pa pisno sporočanje. Se pravi, 3A je pisni, zdaj govorim za splošno maturo osnovni nivo. Se pravi, izpitna pola 3A ima najprej pisno sporočanje, kjer morate napisati en esej v pač eni od teh stalnih oblik. To so te formal letters, ne vem, apology, application, complaint, karkoli. Tukaj imate pol urice za napisati in potem imate še drugi del oziroma pač še daljši pisni sestavek za napisati. Tukaj imate pa 60 minut, da ga napišete. Tako da v bistvu je to že ena pomembna stvar, da veste. Imate še eno pauzo med slušnim razumevanjem in pisnim delom. Tam imate pa ponavadi pol urice odmora, tako da vsaj veste, koliko časa bo približno vse skupaj trajalo. Tako da to je to. Zdaj pa še ena stvar, ki se mi zdi kar precej pomembna, pa ponavadi niti se ne zavedate tega, no. Se pravi, koliko procentov ocene je vreden vsak del na maturi. Se pravi, bralno razumevanje je vredno 20% celotne ocene na koncu. Potem je jezikovni del je vreden v bistvu samo 15% ocene. Potem je slušno razumevanje isto 15% ocene. Potem je pa ta krajši pisni del 10%, ta daljši pisni del 20% in ustni izpit je
20%. Tako da to so v bistvu te najbolj glavne informacije in tukaj pač tako, važno je, da veste, kako to vse skupaj izgleda in da ste pripravljeni pač, kako bo cel dan potekal, da si lahko tudi predstavljate, kako bo to vse skupaj potekalo, zato da pač vas kaj ne preseneti. Ustne izpite imate itak pač pol na koncu, ko vam tudi v bistvu šola sporoči, na kjer dan ga imate, tako da je to. Zdaj gremo pa malo pogledat eno polo, ki imajo ponavadi dijaki daleč največ vprašanj za njo. In sicer je to izpitna pola 1B, ko gre za poznavanje in rabo jezika. Zdaj, tukaj imam jaz tako par nasvetov oziroma par takih smernic, ki se jih mogoče je fino držati, ko se lotevate že priprave na maturo in učenja. Tle sem vam en meme dala, upam, da vam je bil smešen. Se pravi, naloge, ki jih lahko dobite, spet govorim za pač osnovni nivo splošne mature. Naloge so 3, oziroma nalogi sta 2, ampak 3 opcije imate. Ena naloga oziroma prva, ki se čisto vedno ponavlja, je ta one word gap fill. Pač imate besedilo, noter morate vstaviti eno besedo, pač kjerokoli besedo in to je to. Potem druga naloga, pa lahko dobite eno ali drugo. Se pravi, ali je gap fill, kjer je word formation naloga, ali je pa gap fill z glagoli oziroma s časi. Tako da to so te opcije. Zdaj jaz imam ene par recimo nasvetov za vas za vse te 3 vrste gap fillov. In sicer prvi moj nasvet je ta, da upam, da že veste vsaj, kako to izgleda, se pravi, da imate pač eno celo besedilo, imate vmes pač te črtice, kamor morate vstavljati stvari. In glih to je fora. Pred sabo imate celo besedilo. Ne iti samo gledati unih gapov, ki jih morate izpolnjevati, ali pa pač tistih stavkov, kjer pač je gap, ampak si preberite res celotno besedilo. Z razlogom imate tam celotno besedilo, zaradi tega, ker vam da kontekst, vam da nekaj več vsebine, ki vam bo pomagala rešiti te gape. In fora je tudi v tem, da velikrat je v kakšnem stavku prej ali pa v kakšnem stavku kasneje že kakšen dosti jasen znak, kaj bo recimo najbolj pasalo v tisti gap, ki ga vi iščete. Tako da res vam polagam na srce, da preberete vse, ne samo pač tistih stavkov, kjer so gapi noter, zaradi tega, ker časa je dovolj. Pač ni tako, da morate ful hiteti, ni tako, da pač vam ni nič jasen, ki morate ful šibati. Tako da brez skrbi, rajš vse preberite, pa vam mogoče, sicer verjetno ne, ampak vam mogoče zmanjka časa za eno čisto pikico rešiti, ampak raj pol tisto rešite, pa kvalitetno rešite, pa da ste ziher pri svojih odgovorih. Ena stvar, ki je tudi ful pomembna je, oziroma se pač zelo velikokrat zgodi dijakom, je, da pač ne razumejo kakšne besede v tekstih, a ne. Te teksti so srednje dolgi recimo, se pravi, komot pač naletite na kakšno besedo, ki je pač ne razumete, ki pač ne veste, kaj pomeni, ampak fora je v tem, kot sem že prej rekla, da pač imate celotno besedilo pred sabo. Velikokrat ta ena besedica ne bo zdaj kritičnega pomena za to, da boste pač vi celotno besedilo razumeli, ampak vedno probite razumeti ali pa tako, probite prebrati besedilo, pa da ko ga preberete, da bi znali mogoče, ne vem, v 2-3 stavkih povedati pač, o čem govori to besedilo.
se pravi, da vas pač to ne zmede preveč. Se pravi, važno je, da razumete bistvo ali celega besedila ali ne vem, posameznega stavka, ni pa nujno, da boste poznali čisto vsako besedo, oziroma ni čisto vsaka beseda nujno potrebna za razumevanje celotnega besedila ali pa celo stavka. Ker to se ful velikokrat zgodi, da vidiš besedo in ne razumeš, se ustrašiš, zablokiraš in pač gre vse v franže, ampak tukaj res paste zaradi tega, ker pač se da zelo lepo to zrihtati. Velikokrat je pri teh gap fillih, oziroma v veliki večini primerov, je v gap fillih več pravilnih odgovorov možnih. Tako da pač, ne vem, če vi vidite en gap, pa se vam zdi, ok, ta beseda bi noter pasala ali pa ta beseda, to je možno in pri teh prvih nalogah, kjer morate samo eno besedo dati noter, ali pa pri word formationu, ali pa pri glagolih. Pač res v večini, če greste recimo gledati za kakšne stare pole, pač pa greste gledati rešitve oziroma odgovore, boste videli, da je vedno ful možnih. Tako da, če imate več opcij, je zelo verjetno, da bojo vse te opcije možne. Tako da pač vi se takrat sam sprostite, odločite se pač za eno, ki se vam najbolj zdi, ampak ne se sekirati zaradi tega, ker zelo verjetno je, da jih bo več pravilnih. Tako da tudi, če se vam zdi, da jih poznate več, ali pa da bi jih bilo možnih več, je to zelo verjetno tudi res. Tako da to je še ena stvar. Pol pa še to, če se znajdete pri pač enem gapu, ki ne veste čisto, kaj bi z njim naredili, ali pa niste čisto prepričani, ali bi ga znali rešiti, ali pa ne veste čisto, kakšen bi bil odgovor, si ga pustite za kasneje, da ne boste tukaj ful preveč časa porabili. Pač ja, valjda malo razmislite, preberete dvakrat tisti stavek, še kakšnega prej kasneje, ampak vseeno je tukaj dobro, da se ne ustavljate za predolg časa, ker pol vam dejansko lahko pač na koncu že zmanjka malo časa. Ampak da si pač označite, sej v maturitetni poli si komot obkrožate stvari in pač medtem, ko rešujete, kaj zapišete zraven, tako da, ne vem, obkrožite si ga, naredite si eno zvezdico ali karkoli, pa ko pridete do konca, ko rešite vse, pa vam ostane še kaj časa, se lahko vrnete na ta vprašanja, pa tudi veste, ok, zdaj imam pač še dosti časa, da lahko to v miru razmislim, da lahko najdem dobro rešitev in je to. Kar me zdaj pripelje do ta zadnje točke oziroma zadnjega tazga nasveta, kako pač reševati to. Ni nujno samo za gap fill naloge, ampak za pač celotno maturo. Predvidevam, da ste tukaj večinoma taki dijaki, če ste se že tega danes udeležili, pomeni, da razmišljate o maturi, se pripravljate na njo, se učite, se pravi, da boste zelo verjetno kar veliko znali. Zdaj, ena stvar pa se velikokrat zgodi, oziroma večinoma zgodi vsem, tudi meni se je, ne za angleščino, ki mi je šla dobro, pa sem jo šla študirati, ampak recimo za matematiko. Meni matematika ni dobro šla in sem se skozi sekirala, hodila sem na inštrukcije, na vse, ker mi res ni šlo. In pol sem se jaz ful učila in ful znala zares, ampak ko sem jaz prišla na test, sem bila pač živčna, zaradi tega, ker je bil to test, in sem zablokirala, ali pa sem pol stvari pozabila, čeprav sem jih v resnici znala, ali pa bi jih, ko zazvoni zvonec, znala rešiti, ampak pač v tistem trenutku pa pač nisem vedela, od kje naj privlečem te informacije. Kar sem se kasneje naučila na faksu, pa tudi kasneje, ko sem že sama začela učiti pa vse, je to, da probite se ne sekirati vnaprej za stvari, pa probite, saj vem, da to so taki nasveti, ki pač jih težko zares omogočiš, ampak res se probite umiriti pred izpitom. Pač tako, če veste, da ste se učili, če veste, da ste vadili,
če veste, da ste, ne vem, prebrali knjige, če veste, da ste pač natrenirani, boste tudi, če date na avtopilota možgane, boste zelo kvalitetno lahko rešili maturo. Tako da dajte se umiriti, dajte en deep breath narediti. Pač tako, ne se preveč sekirati, če ne vidite takoj ta pravega odgovora, umirite se, prišlo bo, razmislili boste, ampak ne se preveč sekirati, zaradi tega, ker pol, ko začneš razmišljati, shit, tega pa ne znam, kaj pa zdaj pa ziher tudi naslednjega ne bom znal in je to samo pač tako pol snowball efekt in vam v bistvu to onemogoča, da lahko kvalitetno rešite pač tisto polo, recimo. Tako da se vem, da je to najtežje narediti, pa tudi jaz sem dolgo rabila, da sem pač to se nekako sama naučila, ampak če vam lahko pač že zdaj dam nek tak nasvet, ki vem, da je pač tudi meni pomagal, je to definitivno to, da vdihnete, izdihnete, si rečete, vse bo kul. Ena stvar je recimo še čisto vsaka generacija, če se mogoče spomnite lanskih maturantov ali pa kjerihkoli do zdaj zares, vsaka generacija je rekla, naša matura je bila najtežja do zdaj. Čisto vsak to reče. Mi smo to rekli, jaz sem maturo delala leta 2010. Mi smo to rekli, naša matura je bila najtežja, od naslednje generacije je bila najtežja, lanska je bila najtežja, vedno je. Če greste zdaj gledati maturo od lanskega leta, boste mogoče tako, kva se to pa sploh pač ni bilo tako težko, ampak razlika je v tem, da ti, ko doma vadiš, pa doma, ko delaš, ne vem, rešuješ stare pole ali pa karkoli, si čisto v enem drugem moodu oziroma na čisto drugačen način pristopaš do nalog, ker veš, da je pač to vaja, da če se boš zmotil, pač ni nič hudega, boš popravil, se boš naučil in je kul. Pol pa pride kao izpitni dan, pa ojoj, zdaj pa matura. In je tam v šoli vse drugače in je vse tako formalno in so pač mize tako postavljene in ne vem kaj vse. In je celoten občutek čisto drugačen. Že tako pač, če greš na test, spet je drugačen občutek, kakor če je en navaden dan pač šolski. Tako da, ja, pač vsem se zdi njihova matura najtežja, ampak zares ni matura, ki je tako težka, ampak je pač celotna izkušnja okrog tega drugačna. In nismo je navajeni, to je zares verjetno za večino od vas prvi pač tak večji izpit, recimo, ki ga morate narediti. In vam že to lahko nek, recimo, da stres povzroča, kar pa pač ni potrebno, zaradi tega, ker če se vi dobro, tako kot sem že na začetku rekla, če si malo znate zvizualizirati, kako bo izgledalo tam vse skupaj, ne vem, da veste, kako bo vsaka sekcija posebej izgledala, da se navadite na te stvari, vam bo že takoj ful lažje. In boste tudi veliko boljš pristopili do samega izpita, kakor da bi vsi živčni prišli tja pa začeli reševati. Dobro, gremo zdaj naprej na eseje. Za eseje me tudi ful veliko ljudi vpraša, pač kako lahko ful dobro napišem esej. Moj number one nasvet je, da če ne vadiš, če ne probaš ful esejev napisati ali pa vsaj ene par, pol ne moreš ničesar izboljšati in pol tudi ne moreš boljš pisati esejev. Tako da pač spraviti se je treba, začeti je treba pisati eseje. Vedno lahko tudi meni pošljete v pač oceno oziroma da vam pogledam eseje pa dam kakšen feedback. Tako da pač če tega ne vadite, se nikakor ne morete izboljšati. Tako da to je najbolj pomemben tip, recimo. Pol je pa še druga stvar, ki je tudi v bistvu dosti tako logična, da se veliko ljudi pač ne spravi tega gledati. Tudi te informacije, vse to je na Ricu dostopno ali pa karkoli sam. Tudi jaz vem, da jaz v lifeu nisem šla kot maturantka te stvari gledati pa brati, pa pač me niso zanimali zdaj
natančnih kriterijev ocenjevanja ali pa karkoli. Ampak so pa recimo kriteriji ocenjevanja, če vam jih jaz zdaj povzamem, da vam ni treba teh stvari gledati. Je pa ful dobro, da veste, kakšni so te kriteriji, pa pač kako ocenjevalci berejo vaše eseje, zaradi tega, ker se boste tako tudi med samim pisanjem zavedali teh stvari, pa jih znali ali pa vsaj probavali uporabiti tudi v svojih esejih. Recimo za formal writing, pa v bistvu tudi za daljši esej, je recimo 5 nekih večjih kriterijev. Prvi je vsebina, se pravi, vsebina, vi dobite lahko 5 točk že samo zato, da pač vi vsebinsko ustrezno napišete esej. Se pravi, če vam piše napiši pritožbo temu pa temu podjetju, zato ker so ti poslali naroben produkt, in če to napišeš, imaš že vse točke po vsebini. Sporočilnost je pač, če je tvoje sporočilo eseja, pisma, karkoli pravo. Se pravi, da če moraš pisati opravičilo, da napišeš opravičilo, ne pa pritožbe. Tako da to so res take full basic stvari. Pol je seveda besedišče in register. To sploh, besedišče itak, pač na kakšnem nivoju je vaš besedni zaklad. Ne vem, super je, da se, naučite ene par fraz ali pa kakšnih takih idiomov, pa to navržete noter, saj vse njih je dosti takih, ki so precej splošni, pa se jih da posod malo tako zraven dati. Tako da ja, besedišče, register je pač ta level of formality, recimo. Se pravi, če morate vi pisati formal letter, da je to zares formal, da ne pišete v njih okrajšav, se pravi, da ne napišete don't, ampak da napišete do not in podobno. Se pravi, da je pač prav register, valjda, pa pač gledajo tudi slovnico, se pravi, da je jezikovno pravilno ali pa čim bolj pravilno vse napisan. Tudi ni tako, da če boste eno tako stvar malo falili ali pa kakšen čas narobe uporabili ali pa karkoli, da pač boste kar nič točk tle dobili. Pač, če se ene napake ful ponavljajo ali pa so zelo vidne, pol se vam odšteje točka, ni tako zaradi neke malenkosti, da bi se vam ful veliko odšteli. Tako da že to, da se zavedate, kakšni so kriteriji, pa da veste, na katere stvari morate paziti, saj vem, da je kar precej teh stvari, ampak že samo to, da veste, katere so, pa kako se teh stvari lotevati, vam precej olajša samo pisanje. No. Ampak spet to, kar sem že rekla na začetku, če ne boste napisali vsaj par pisem, par esejev, pač se tudi ne morete izboljšati, tako da treba je nekje začeti. Drugače pa to. Navržete kakšen nevertheless, pa bo v redu. Jaz sem zdaj tako naredila. Jaz sem tukaj dala na en slajd vprašanja, ki sem jih dobila od vas na našem Instagramu. Ta vprašanja bom šla čez. Pol pa tudi vi kar pripravite, če imate še kakršnakoli dodatna vprašanja. Lahko jih že zdaj v chat napišete ali pa pač še vmes. Tako da upam, da se boste pol tudi vi kaj opogumali pa se kaj javili, da me pač res vprašate karkoli, da vam lahko pomagam. Prvo vprašanje je bilo tako najbolj klasično vprašanje od dijakov. Kako se najlažje naučim časov? Tako, kot sem rekla že na začetku, pač nekih ful bližnjic do naučiti se pa za razumeti eno snov na žalost ni. Tudi mi profesorji pač nimamo neke čarobne palice, da bi vam pričarali znanje v glavi. Se pravi, pač pogledati si moraš snov, pogledati si moraš kakšne razlage in potem čim več vaditi. Tako da ni tukaj neke take bližnjice, da pač bi obstajala neka fora, kako se lahko hitro naučite časov. Ampak ja,
Potem je bilo eno vprašanje za ustno maturo za višji nivo. Kaj je najpomembnejše, da poveš pri poeziji? Zdaj pri poeziji pač lahko dobite eno pesem in jo v bistvu morate prebrati in interpretirati. Važno je, da malo veste o strukturi, se pravi, da znate povedati, pač, kako je sestavljena, so kitice ali niso, ali so verzi, pač kaj je tako. Ne vem, če so rime, pač da znate te v bistvu formalnosti, kar se tiče pesmi, povedati. In potem, da znate malo obrazložiti pač tudi vsebino. Mi smo recimo na platformi, imamo zapiske za vse te, pač za vse te pesmi, ki pridejo v poštev pri višjem nivoju na ustni maturi. Tako da, če znate one stvari, ki so v naših zapiskih, boste vse pike dobili. Tako da. Okej. A je še kakšna druga opcija, da se naučiš gapfila, če ne bereš angleških knjig? Ja, to je res, da je pač branje zelo dobro oziroma zelo veliko vam lahko pripomore k temu, da pač čim bolj rešujete gapfil. Drugače je, mislim, obstaja seveda več drugih opcij, ni pač zdaj, branje je tako dolgoročna stvar, ki vam bo pomagala pri jeziku, ampak gapfila je najboljše, da pač sam čim več vaj narediš. Res rešujte čim več starih pol, vse so pač na voljo na Ricu, tudi na naši strani jih imamo, pa še pač razlage zraven. Tako da več, kaj jih rešite, bolj tudi vidite ene vzorce, bolj vidite, se pravi, kaj gre lahko v ta gap. Če gledamo recimo tisto nalogo, kjer je pač ena beseda zaustaviti, se boste naučili, mogoče je en člen zaustaviti noter. Se pravi, greste tako lahko po enem checklistu, a veš, a je n ali pa d. A je to kakšen relative clause, pa moram dodati kakšen that, which, who, karkoli. A je mogoče kakšen predlog za dodati at, on, in, to so ti trije, ki so najbolj pogosti, ne vem, karkoli takega. A je kakšen drug predlog za dodati? A je kakšna številka za dodati? Pač tako, greste lahko tako po enih takih checklistih, ki se jih pa navadite na ta način, da rešujete čim več vaj. Ker pol tudi vidite, katere besede se v bistvu velikokrat ponavljajo v teh gapih in na tak način si jih ful bolj zapomnite, pač kaj bi najbolj pasalo kam. Okej. A je esej iz angleščine težek? Kaj naj rečem? Pač, če vam gre dobro angleščina, ni tako težek, če vam pa gre slabo, pa je težek, ne vem. Mislim, malo je hecno vprašanje, ampak spet ni se pa tako težko naučiti relativno dobro pisati te eseje, ker so zelo jasne strukture, kako mora izgledati recimo esej. Če gledamo tle zdaj za ta daljši pisni sestavek, struktura je ful jasna. Pač moraš imeti uvod, jedro, zaključek, v jedru 1-2 odstavka, se pravi, veš, kako mora kot format izgledati esej. Pol pač dobiš neko temo, se postaviš na eno stran, jo pač opišeš, dodaš primere, navržeš zraven še kakšno frazo, ki ste se jo naučili, ali pa, ne vem, retorično vprašanje ali pa kaj takega. Pač tako formo se da ful dobro naučiti oziroma ful dobro naštudirati. Pol pa tako, kot sem rekla, je treba par esejev napisati, zato da zvadiš, jih dati nekomu za pogledati, zato da jih lahko izboljšaš, da dobiš pač komentarje, kaj je dobro, kaj ne, kje imaš še prostor za izboljšavo. In na tak način je pač vsak esej, ki ga napišete, še boljši in je pol tudi greste zelo brez strahu lahko na maturo, ker pač veste, da ste trenirali te stvari. A imate kakšne nasvete, kako dobro pisati eseje? Mislim, da sem to v večini že odgovorila in prej, ko sem govorila o esejih in že zdajle. Tako da ja, nasveti, čim več vadi. Tako, pa smo prišli do konca. Upam, da so vam bile vse te informacije danes koristne in da ste se veliko naučili.
Vabim vas še enkrat, če se še niste, da se subskrbite na YouTubu, da nas pofollowate na Instagramu, na TikToku. Drugače pa vas vljudno vabim tudi na našo platformo Razturi na maturi, kjer pa dobite na enem mestu vso učno snov, ki jo rabite, da boste razturinili na maturi. Čau!